Ponovno smo priča, ko imamo v Sloveniji desno vlado, da nekdo z levice, ne nekdo, ve se, kdo z levice, organizira v Ljubljani nasilne proteste, niso prijavljeni, ko v Sloveniji gostimo več kot 40 predsednikov držav in predsednikov vlad. Tile protesti v Ljubljani so popolnoma enaki, kot so bili leta 2012 v Mariboru. V Mariboru se niso strinjali z mojim županovanjem, zato so takrat iz levice na pobudo dolgoletnega člana LDS Toneta Partljiča, Prešernov nagrajenec, častni občan Maribora, organizirali proteste, tudi na pobudo nekaterih takratnih poslancev iz SD, predvsem mislim gospoda Frangeža, nekaterih iz Zares, gospoda Fišterovca, tudi Vuk Vesna Godina, nekateri aktivisti iz levega političnega pola so organizirali proteste. In to organizirali nasilne proteste. Ti protesti sredi Maribora leta 2012 so rodili novo politično stranko, takrat Solidarnost, danes Levico, ki je v parlamentu. En izmed akterjev je bil tudi takratni doktor, profesor Terček, ki je bil izvoljen za poslanca na Levici, danes je član SD-ja. Leta 2021 pa v Ljubljani ponovno vidimo nekatere vidne predsednike političnih strank, predvsem iz KUL-a, ki podpirajo proteste, ki na nek način solidarno z njimi kolesarijo, čeprav ogrožajo moje, vaše zdravje. Ampak to je dopustno, ker protestirajo levi. Kljub prepovedim, kljub temu, da so omejitve, da nimajo dovoljenja, celo tako daleč grejo, da molčijo ali pa soglašajo z tem, da nekateri z granitnimi kockami napadajo policiste, razbijajo Ljubljano, maltretirajo voznike, ogrožajo sebe, ogrožajo druge, ogrožajo policiste. Pa nihče nič. Je to normalno? Ni. Kam pluje Slovenija? Lahko pa sporočim, da nekatere zelo boli, da vlada dela odgovorno in učinkovito. Predvsem zelo boli tiste, ki so lansko leto vrgli puško v koruzo, danes pa se organizirajo v KUL. Kaj je to KUL? A je to KUL imeti granitno kocko v rokah in napadati slovenskega policista? Je to KUL? To ni KUL. To je sramota.